Dobrodošli nazaj. Na slovenskem kapitalskem trgu se kažejo prvi znaki pomladi. Od četrtka bo možen vpis za državne obveznice. Prejšnji teden pa smo na Ljubljanski borzi dobili sklad denarnega trga, ki vlagateljem prav tako ponuja 3,4% letni donos. No, Evropska centralna banka je ohranila obrestne mere na visoki ravni, ZDA pa bo o tem odločala v sredo. Še to, Kitajska načrtuje 250 milijard evrov spodbud za njihov delniški trg. Na vrsti je torej ponedeljkova rubrika Finančni svet in v studio se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, lep pozdrav. Pozdravljen, Gregor. Začniva z neverjetno vsoto, ki jo imamo Slovenci doma, ne vem, pod Polštrom ali pa ne vem kje, v Nogavicah, 29 milijard evrov, ki pa nima nobene donosnosti, če jo imaš doma. Daleč od 3,4, kaj ne? Tako je, zdaj. Hvala Bogu, da je končno država prišla k pameti in državljanom omogočila to neko dostojno obrestno mero. Seveda eno leto prepozno, ampak bolje pozno kot nikoli. Spoštovani, lep pozdrav. Država se želi pri ljudeh zadolžiti za 250 milijonov evrov. No, zdaj na prvo žogo se to sliši grozno, v resnici pa je zelo spodbudno. Slovenija ni pred bankrotom, daleč od tega, da je to povod za izdajo obveznic. Država se brez težav lahko zadolži pri tujih bankah in sicer po najnižji stopnji med državami Srednje in Vzhodne Evrope. Prva izdaja teh ljudskih obveznic je zgolj tekst, če lahko pričaramo pomlad na domačem kapitalskem trgu, kar bi imelo dolgoročne koristi za vse. No, obveznica je res namenjena le malim vlagateljem do največ 100 tisoč evrov. Država bo obresti namesto tujim bankam plačala tako državljanom. Gre za najbolj varno obliko naložbe, ki zagotavlja 3,4% donos. No, pa smo pa prejšnji teden, kot ste videli na Ljubljanski borzi, dobili novi ETF sklad denarnega trga z enakim pričakovanim letnim donosom kot pri ljudski obveznici. Le da tu vlagate v dolžniške vrednostne papirje evropskih držav, torej kot je na primer Francija, Belgija, Nizozemska in Nemčija. No, predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Šipavec vidi tako državno obveznico in tudi ta novi ETF sklad denarnega trga kot odlično alternativo zdajšnjim bančnim obrestim na depozite. Po donosu, po tveganju gre za zelo podobne zadeve. Seveda je pa ljudska obveznica investirate v naš domač dolg, medtem ko v ta ETF pa dejansko investirate v instrumente, bom rekel, razvitih zahodnih držav. Sta pa instrumenta zelo primerljiva, ampak jaz mislim, da vseeno imam raje dva primerljiva produkta na trgu, kot pa nobenega od njih. In osrednji slovenski delniški indeks SBI Top je prejšnji teden zrasel za slab odstotek. Dosega najvišjo vrednost kot v letu 2022. Predtem je bil višji samo pred krizo gospodarsko leta 2008. No, največjo utež v domačem indeksu pa ima Krka, ki je prejšnji teden poročala o rekordnih prihodkih, vendar je delnica po objavi rezultatov padla za 1,7%, ker so imeli 14% nižji dobiček. Ampak ne gre za slabo poslovanje družbe, ampak je kriv padec ruskega rublja. Novomeški farmacevt ima tovarno v Rusiji, po novem pa se namerava širiti v Indijo. No, poleg obetavnih slovenskih družb pa lahko na Ljubljanski borzi po novem vlagate na romunski trg, ki je imel lani, kot vidite, kar 30% rast in zagotavlja visoke dividende, podobno kot družbe v Sloveniji. No, polovico romunskega indeksa predstavljajo energetske družbe. Naprimer, Hidroelektrika z največjim deležem je pravzaprav bila IPO leta. Imajo v Romuniji tudi 2 nuklearki in ob Črnem morju so nedavno odkrili velike zaloge plina. No, za razliko od nas se oni premikajo iz obrobnega v razviti trg. No, ob uvrstitvi novega ETF sklada na Ljubljansko borzo je predsednik Intercapital Asset Managementa Ivan Kurtovič poudaril, da v romunski zgodbi vidi potencial za nadaljno rast. I upravo zbog toga GDP Rumunjske dosta brzo raste, znači on je u zadnjih nekakvih 20 godina rastao duplo brže od prosjeka, znači cijele Europske unije. Rumunjska, ono što može bitno za istaknuti, je jedna od dvije zemlje, znači u Europi koje su energetski self-sufficient, znači uz Norvešku. Rumunjska je ta koja ima dovoljno energije za svoje potrebe i dodatno za izvoz.
No, hongkonški indeks je od lanskega januarja izgubil tretjino, medtem ko je pa ameriški Nasdaq, kot vidite, v tem času poskočil za kar 60%. Tuji kapital odhaja iz Kitajske, zato je oblast napovedala 250 milijard evrov vreden paket pomoči za vse delniške družbe, ki so pa potem po tej objavi novice začele izrazito naraščati. No, med njimi je, pogledajte, to je bil ta tukaj skok, med njimi je tudi Alibaba, ki jo hranimo v našem svet portfelju in je tako od torka više za 9%. Medtem ko je v ZDA prejšnji teden Tesla po objavi poslovnih rezultatov padla za neverjetnih 12%, beležijo tako nižje prihodke, kot tudi nižji dobiček od pričakovanega. No, delnica podjetja IBM pa je po objavi rezultatov prejšnji teden više za kar 17%, prihodek in dobiček sta bila res nad pričakovanji. No, nižanje obrestnih mer se v ZDA odmika in o tem bojo odločali v sredo. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je prejšnji teden na zasedanju pustila obresti nespremenjene. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. The consensus around the table of the Governing Council was that it was premature to discuss rate cuts. Od sprejetja Bitcoin ETF sklada v ZDA je Bitcoin izgubil dobrih 20%. V petek pa je obrnil smer in spet začel naraščati. No, ostale kriptovalute kot Ethereum, Solana, Ripple se zdaj še niso sledile tem pozitivnem trendu. O gibanju Bitcoina sem prejšnji teden v finančnem podcastu razpravljal z analitikom Domnom Kregarjem in borznim posrednikom Aleksom Engelmanom. Vse, kot si sam rekel, Bitcoin je izgubil od ustanovitve ETF skladov nekje 20%. In to ni nič takega za same kriptovalute, je pa to ogromna izguba recimo za tradicionalne vlagatelje. Mogoče jaz tukaj malo skočim. Recimo pri Liriki smo takoj ponudili trgovanje s temi ETF skladi, ko so bili izdani, ampak samo za stranke, ki so opredeljene kot visoko podučeni vlagatelji. No, tudi v svet portfelju, ki je prejšnji teden poskočil za 2,6%, imamo ETF, ki sledi Bitcoinu. To je BTCE in je naša druga najboljša naložba, ki ima trenutno 11% donos. Mogoče našo pozicijo v tem času povečamo še za mogoče 5%. Najboljši rezultat pa ima premog. Peabody Energy delnica BTU je od prvotne naložbe više za kar 14%. Zaradi napovedane pomoči kitajskim delnicam se je izguba pri Alibabi znižala na 13%. Izgubo imamo tudi pri rudnikih zlata PAS, čeprav vrednost zlata ni padla. No, jutri bomo dokončno zaprli izpostavljenost pri delnici MC, ki sledi luksuznemu konglomeratu Louis Vuitton Moet Hennessy. Izkoristili bomo 12% skok delnice prejšnji teden in podrobnejša analiza o tem sledi jutri v finančnem komentarju. Adi, hvala lepa, odlično. Še za finančni podcast bi te vprašal. Ja, pride profesor Aljoša Valentinčič, tako da četrtek razložimo, kako se lotiti vrednotenja podjetja. Spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost in uspešen teden vam želim. Hvala lepa, Adi. Enako, tudi tebi.